Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes Lucija Sajevec. Živijo. Živijo. Zdaj, prvo, da te malo predstavim našim poslušalcem, da bodo videli, kakšna izjemna oseba si, kakšno kariero imaš za sabo, kakšne izkušnje. Tako da pejva kar v tvojo predstavitev. Ti si direktorica AMZS od leta 2014. Bila si mlada menedžerka leta 2019, imaš magisterij na ekonomski fakulteti, si članica in podpredsednica Arts Evrope, članica nadzornega sveta pokojninske družbe A, članica upravnega odbora Združenja za promet na GZS, si tudi zelo vpeta v združenje Manager. Tvoj slog vodenja, kolikor sem zasledil, je sodelovalen, navdihujoč in transformacijski. AMZS je pod tvojim okriljem zrastel, če se ne motim, za 43% v zadnjih 3 letih. Imate 29 poslovnih enot in pa ustvarili ste 14 milijonov evrov čistih prihodkov. Tako da noro, to so res neki izjemni rezultati, pa trenutno imaš več kot 400 zaposlenih pod sabo. Tako da res mene to zelo fascinira. In jaz bi še prebral en stavek, preden greva v vprašanja. Zelo mi je bilo zanimivo, ko si rekla, kaj imamo skupnega slovenski vozniki, glede na to, da sva v AMZS-ju in pa menedžerji, in dejala si, ko pogledaš na avtocesto, v avtomobilu pogosto sedi en sam človek. Vsi se vozimo v isto smer, a vsak v svojem avtomobilu. Včasih je tako tudi v gospodarstvu. Vsi gledajo svoj vozni pas in kako bodo oni na njem. Slovenija bo zmagala takrat, ko bomo vsi na enem avtobusu, ki pelje v skupno smer. Wow, res noro. Tako da, evo, dajva začeti. Tako da moje prvo vprašanje je, kakšna je bila Lucija v gimnaziji? In to zmeraj da te vprašam. Malo nam povej, kakšna si bila. Ja, najprej hvala za tale uvodne besede. Tako da zdaj čas v gimnaziji pri meni je izgledal zelo športno barvan. Jaz sem bila na gimnaziji Šiška, na športnem oddelku, zelo aktivna, športno, predvsem v bistvu z dirkaško barvano zgodovino. Tako da sem bila razpeta med šolske klopi in pa športom. Vsekakor pa v bistvu itak sem se trudila na vseh koncih. Dobro, daj mi povej, se pravi 400 oziroma 400 plus zaposlenih imeti pod sabo, narediti res blazno rast v zadnjih 3 letih. In ti si v bistvu prevzela AMZS pri tvojih rosnih mladih 34 letih. Daj nam malo piš, kako je bilo takrat zate, ko si stopila v tako pomembno vlogo? Ja, jaz sem v AMZS prišla že leta 2010, vodila AMZS center varne vožnje in s tem že kar dobro poznala AMZS. No, zdaj, ko razmišljam, lahko rečem, da se moja pot z AMZS-jem začela že zelo zgodaj. No, leta 1989 sem svojo prvo vozniško licenco dvignila na Avtomoto zvezi, na oddelku, ki v bistvu pokriva športen del. To marsikomu v strukturi še ni poznan, ampak Avtomoto zveza Slovenije je članica mednarodne avtomobilistične organizacije, FIE, izhaja v bistvu tudi tako iz športnega dela, kakor pa pač iz članstva. Zelo močno pa seveda pokriva tudi ta preventivni mobilnostni del. Tako da v bistvu moja vez je taka zelo čustvena po športni plati. Jaz sem imela srečo, da sem to dirkaški del že malo podedovala od očeta, no, in pa pač od starega očeta, tako da sem nekako rasla, no, z Avtomoto zvezo, tudi z bencinom, z delavnico, in v bistvu so mi bili avti že od nekdaj blizu, tako da dejansko čutim to blagovno znamko, v bistvu njeno poslanstvo, no, že od nekdaj tako. Zdaj, ti si tudi rekla, ker sva se malo pogovarjala že prej, da dejansko misliš, da so ti namesto mleka dajali bencin, ko si bila majhna, ker imaš to v sebi, to v bistvu tekmovalnost, ta športni duh. Daj mi povej, glede na tako pomembno pozicijo, pa AMZS je imel res blazno rast v zadnjih 3 letih, pa še boste nadaljevali ta tempo. Kakšen je tvoj delovni dan? Kakšna je tvoja, imaš kakšno rutino? Kako se dan začne? Imaš kakšno, da nam malo pišeš?
Ja, jaz skušam ostati že zelo zgodaj, ob 5. V začetku tedna mi to še zelo dobro ratuje. Skušam biti disciplinirana, jasno, večer prej. Tako da zjutraj absolutno si vzamem najprej nekaj časa za sebe, v smislu tega, da skušam najbolj produktivno izkoristiti prvo uro dneva. V nadaljevanju sem pretežno na tem delu odgovarjanja elektronske pošte, potem spravim svoje otroke v šolo in vrtec in pač ob 8. začenjam delovnik. Tako da, ja, predvsem sem veliko s sodelavci, se pogovarjam. Žal mi je, no, da imam premalokrat čas v bistvu, ali pa še premalokrat čas iti na teren, da ne zajamem večkrat v bistvu vseh sodelavcev znotraj MZS-ja, zato ker smo tudi v različnih izmenah po terenu. Tako da skušam skušam v bistvu v svoj delovni čas in pa svoj delovni proces zapeljati čim več stvari, ki dodajo vrednost, jasno, čim bolj komunicirati, pojasnjevati, glede na to pa pozicijo, no, pa jasno tudi tam, ke so stvari, ke se mogoče ustavijo ali so nerešljive, v bistvu tudi te vozle dobivam. Tako da odvisno, zelo pač pestri dnevi, pa predvsem v bistvu ključno je, da je dan zapolnjen tudi v bistvu z delom usmerjen na trg, no, tako da v svoj urnik definitivno si dajem tudi sestanke s poslovnimi partnerji, s strankami, s kupci, zato da vidim, Z mamo. zato da vidim v bistvu definitivno valjda skušamo gledati celo sliko, no. Tako da, zdaj po strukturi pa mogoče je en tak poligon med tem, kaj je obstoječ posel danes v bistvu, to se pravi z vsemi aktivnostmi, ki danes v bistvu služijo temu, da dosegamo svoje cilje. Je pa v bistvu zagotovo velik del dneva zapolnjen tudi s projekti, ki bodo ustvarjali dodano vrednost v prihodnosti. Tako da sploh v bistvu zdajle v času po koroni še več delovnika namenjam razvojnemu delu oziroma v bistvu temu, da razvojne ekipe lahko še bolj funkcionirajo, v bistvu, da ustvarjam pogoje za to, da tako, no. Skratka, sodelavci vedo, da so vrata odprta in da se trudim v maksimalni možni meri ustvarjati pogoje, da lahko sodelavci dobro ustvarjajo naprej na tako. Dobro. Daj mi povej, a imaš ti tudi kakšno posebno metodo, da si, ne vem, recimo jaz si vsako nedeljo pripravim cilje, se probam pripraviti na naslednji teden, si tudi pripravim, katere cilje, kaj so recimo glavne prioritete tega tedna. A imaš ti tudi kakšno tak pristop, ki se ga lotiš, ne, da pogledaš urnik za naslednji teden pa si spišeš kakšne cilje ali pa kaj? Ja, jaz mislim, da je dobro, da na tedenski ravni vsak posameznik pri sebi naredi neko retrospektivo, da pogledamo, kaj v tednu je bilo dobro, kaj bi lahko bilo še boljše. Jaz imam rada, no, tudi to, da ne samo, da sem kritična do sebe, ampak tudi v bistvu, da dobim feedback nazaj, tako da večkrat, 3-krat vprašam, zato da lahko res najdem kako stvar, ki jo lahko pač tudi sama pri sebi izboljšam. Tudi jaz po večini dneve začenjam ob nedeljah, tedne začenjam ob nedeljah, zato da v bistvu v ponedeljek zjutraj lahko delovni teden na polno štartam točno določenimi cilji in pa v bistvu, da ta performance od ponedeljka že pač opolnim, ne da šele se pripravljaš na delovni teden, ampak da stvari že zelo dobro od ponedeljka naprej tečejo, no, tako. Se mi zdi, da dobra predpriprava je že polovica vsega in dobro zorganiziran in urnik in pa čas v bistvu je že polovico narejen. Absolutno. Daj mi povej, a pa se znaš ti, ker danes se mi zdi, da v takem hitrem digitalnem svetu, ki živimo, da se ljudje kar zelo težko izklopimo pa preklopimo v neko osebno življenje iz poslovnega. A imaš ti tudi
te izzive, da mogoče, ne vem, si rečeš, zdaj v 5-6 je pa dost, zdaj grem pa domov, pa dejansko ne odprem več mobitela, e-maila. Ja, jaz mislim v bistvu, da če nekdo nekaj dela rad, da absolutno to ni zgolj sam služba, ampak se večkrat zgodi, da tudi izven delovnega časa premišljuješ o čem ali pa sam, jaz ne vidim to kot neko breme. Imam pa eno srečo, da sem se v prejšnjem podjetju res skušala vsak dan disciplinirati, da od rampe naprej se prispodobi, ne razmišljam več in do drugega dneva. In nekako te preklopi mi res zelo dobro grejo, no. Tudi doma priznajo, da nimam s tem težave, tako da v bistvu, ko pride ta čas off popoldan, pa ponavadi imamo res bolj tako aktivne vikende, no. Ni kar v bistvu lahkotno to naredim, da naredim ta switch. Kot rečeno, mi pa tudi ni problema, če me kakšna misel zanese, zato ker se mi zdi, da v predpogoju vedno je fajn ustvarjati, v bistvu, zato tudi nedolgo nazaj sem rekla, no, da res je fajn, da ustvarjamo, ne pa da rečemo, no, zjutraj da greš v službo, tako pač bo. Daj mi povej, zasledil sem in absolutno čestitam za to, da ste eno redkih podjetij ali pa recimo eno inovatorjev, ki dejansko imate več kot 50 oziroma 50 zaposlenih je ženskega spola in dejansko v vodstvu je več kot 55% ženskega spola, kar absolutno se mi zdi zelo inovativno za mogoče ne samo globalno, ampak sploh za Slovenijo. Ja, ta procent v bistvu pri nas je kar velik, ne zgolj samo v strokovnih službah, mi imamo na naših okencih preko 100 referentk in pa zavarovalnih zastopnic, tako da je velik del imamo tudi zastopan strani predstavnikov ženskega spola. Trudimo se, ne glede na delovno mesto, vpeljati, imamo recimo v Ljubljani sprejemnico na servisni dejavnosti, se pravi, trudimo se vpeljati tudi različne poklice, različne spole. Dodatno od tega pa lahko rečem, da nam je ključno to tudi ne samo v bistvu ta spolna, ampak tudi v bistvu starostna, zato ker smo regijsko zelo zastopani v večjih lokalnih okoljih. Zdaj vmes smo že 30 odprli, ko smo se pripravljali. Tako da ja, glih z začetkom avgusta. Tako da nam je ključna ta ne zgolj samo spolna, starostna, v bistvu ta diversity, raznolikost v bistvu je za nas zelo pomembna v vseh dimenzijah, no. Tako da tukaj res ali vzameva zdaj nabavo, nam je ključno, da imamo velike, manjše dobavitelje, delamo startupi, iščemo raznolikost vse povsod. Jaz zelo verjamem v to, da je raznolikost del našega uspeha. Mi smo v bistvu zelo raznoliki tako po naših dejavnostih, jasno nam je stičišče voznik, vozilo, cesta, ampak strmimo zelo v to, da imamo in različne ciljne skupine in v bistvu naše rešitve pripravljamo za različne javnosti, no. Dobro. Daj mi povej, če se še malo dotakneva, ker sva šla zdaj na zaposlene, talentov. Vi imate AMZS akademijo, če nam malo predstaviš, kako recimo vi skrbite za talente, pa kaj ta akademija dejansko ponuja. V srčju našega delovanja je stranka, ker smo storitveno podjetje, absolutno rabimo zadovoljne zaposlene. Ključno od zadovoljnih zaposlenih je tudi to, da so strokovni na posameznem področju in pa glede na to, da smo v času, ko mobilnost res dobiva nove, drugačne dimenzije, nam je ključno to, da zaposlenim omogočimo ta razvoj. Tako da akademijo smo postavili v ospredje tudi pretekle strategije, raven v bistvu gremo z 2021 v nov strateški val. In v bistvu gradimo na tem, da na eni strani res skušamo sistematično pristopiti k razvoju zaposlenim v smislu tega, katera znanja potrebujejo danes, kaj so njegove kompetence in kam želimo oziroma kam posameznik želi, da se razvije, kjer lahko mi pri tem pripomoremo. Na drugi strani smo pa vpeljali kar en kup enih
tudi takih programov. Naprimer, en zadnjih je bil za voditelja čolna, to se pravi mobilnost v širšem smislu, pobuda enega od naših zaposlenih, ki pa v bistvu generira neke programe. Med drugim, predvsem v bistvu imamo in za kontrolorja in v bistvu za trenerje varne vožnje v centru varne vožnje in tako naprej. Ali delamo to po pooblastilu oziroma v bistvu nekatere programe zgolj v bistvu komercialno. Tukaj skušamo pa mobilnost pripeljati bližje ljudi in glede na to, da je v naših koreninah in v osrčju to, da ljudem pomagamo in pri tej transformaciji, sploh v bistvu v času, kot rečeno, ki prihaja na področju mobilnosti, bo ključno to, da ne samo zaveščanost, ampak tudi ta izobraževalni del. Dobro, to mi je res blazno pomembno, ker se mi zdi, da podjetja danes, ki ne bojo vlagala v talente, bojo zelo hitro prvič izgubila svojo dodano vrednost, pa po mojem se bojo zelo težko prilagajala pa transformirala na trgu. Zdaj, ena točka, ki sva se tudi prej pogovarjala, je neka dodana vrednost zaposlitve, se pravi nek workplace wellness ali pa well-being. Pa če mi lahko malo zaupaš, imate kakšne, kako pa vi v bistvu skrbite za zaposlene? Ja, skušamo sestavljati te puzzle v bistvu, ali pa to sestavljanko iz večjih segmentov. Zdaj, eno so stvari, ki jih imamo po večini vsa podjetja, to so od promocije zdravja na delovnem mestu do tega, kot rečeno, izobraževalnega, razvojnega dela, do tega, da skušamo posamezniku omogočati interno napredovanje, sploh glede na širino pa spekter storitev, ki jih imamo, in pa pač mi smo v zadnjih letih kar precej aktivno tudi dodajali nove storitve, do tega, da skušamo v bistvu tudi projektno nekomu omogočati, da se vključi na nekem področju, ki mu je zanimivo. Zdaj je pač jasno stvar posameznika, nekateri se vključujejo pogosteje, nekateri redkeje. Ključno je, da imajo posamezniki možnost, da se v bistvu pogovarjamo, da zaznamo. Recimo na začetku se nam je zgodilo v bistvu, da smo koga izgubili, zato ker nismo dovolj hitro zaznali, da si želi v bistvu napredovanja, mogoče tudi drugega delovnega mesta. Tako da jaz moram reči, da v vseh teh letih vodenja ugotavljam, da se večkrat nam tudi zgodi, da koga v tem avtobusu nimamo na pravilnem sedežu, to se pravi, da mogoče delovno mesto ni čisto pravo, ali v bistvu pač, da si želi mogoče napredovati, pa ne vem, je bil do zdaj nek skrit talent, do tega, da smo v bistvu tudi skušali najti na trgu koga, ki bi dopolnil kakšna znanja. To se pravi, nimamo enega modela, v bistvu nek hibridni model sestavlja v bistvu celoto. To se mi zdi, da je direkt ta pravi pristop. Zdaj, vi ste v zadnjih 3 letih, glede na število zaposlenih, zrastli za 27%. Pa me zanima, ko si recimo ti sestavljaš svojo ekipo, kakšne lastnosti so pomembne pri ekipi, ki jo sestavljaš? Kompetence. Jaz mislim, da sta dve ključne stvari, kompetence pa vrednote. V bistvu s tem jasno lažje lahko ekipa pride do nekih skupnih ciljev in pa tudi v bistvu poslanstva in vizije, ki ga upravlja, tako da v času, ko se ekipa sestavlja in pa v bistvu pač deluje, skupaj jasno prihaja tudi do trenj. To je v vsaki ekipi, tudi v naši večkrat, in v bistvu tam je pomembno, da so vrednote enake, da so ustvarjeni neki pogoji za dobro reševanje konfliktov, da ne prevlada v bistvu, da prevladajo argumenti, ne prevlada ego. Tako da jaz mislim, da je danes res zelo težko reči, en recept, ki je zdaj pač unikum za vsa podjetja ali pa za vse tipe timov. Tako da se mi zdi, da je zelo specifično. Mi imamo neke ekipe, ki so res v bistvu zelo pač recimo razvojno naravnane, pa imamo
neke ekipe, ki tudi v bistvu projektno rešujejo manjše, recimo, ali pa ne zgolj rešujejo probleme, iščejo rešitve, recimo za nek segment v bistvu ciljne skupine. Tako da ključno je, da se da ekipi to, kar potrebuje v bistvu, in da tudi, če pride do konfliktov, da močnejši ekipa naredi retrospektivo in prije močnejša iz konfliktov. Se pravi, zdaj smo se malo dotaknili talentov pa sestavljanja ekip. Zdaj me pa zanima, ti si skozi leta zelo rasla, pa si bila tudi kar nekaj časa v tujini, pa zdaj si direktorica AMZS-ja z ogromno odgovornostjo pa veliko ekipo. Pa vmes si dejansko zase dejala, da je tvoj slog vodenja sodelovalen, navdihujoč in transformacijski. Pa me zanima, kako se pa tvoj slog vodenja oziroma stil vodenja tekom let pa teh različnih poslovnih priložnosti spremenil? Ja, jaz mislim tako, da je lahko to zelo hitro razumemo kot neke buzzworde, po drugi strani pa se mi zdi, da vsak vodja raste skupaj z ekipo, situacijo, z izkušnjami skozi leta, tako da jaz pač prihajam iz multinacionalke, kjer je ali pa sem bila naučena drugačnega načina vodenja, kot ga danes sama vpeljujem. Se mi zdi pomemben, da se pač vodja malo prilagodi tudi utripu same organizacije, kulturi, da v bistvu ne vpeljuje stvari prehitro, če organizacija še ni pripravljena, če ljudje niso pripravljeni. Res je pač, to je proces. In se mi zdi, da je ključno, ko nekdo v bistvu spreminja kulturo ali pa ljudje spreminjajo kulturo, procese, se pač dogajajo neke aktivnosti, in je zelo pomemben uloviti pravi čas, tudi v bistvu včasih se že zelo mudi, zato ker recimo vsi strmimo ali pa strmimo k temu, da imamo pač hitro neke dobre rezultate, in zelo hitro se lahko zgodi, da prehitevamo, pa se je vseeno dobro v bistvu počakati, poiskati kaj dolgoročno v redu, minimizirati neka tveganja pa finančen del. Tako da jaz mislim, da je pomemben tudi ta čas. Mi imamo neke projekte, ki se hitrejše razvijajo, neke projekte, ki se počasneje razvijajo, v bistvu, tako fajn je vedno retrospektivo delati, pogledati, kako lahko ekipa napreduje še boljše, v bistvu, kje so razlogi, da neke stvari zastajajo. Skratka, vedno znova se je mogoče počakati, pogledati v bistvu, mogoče dostopati v situacijo, zato se pa lahko boljše napreduje. Tako da slogi vodenja predvsem v bistvu je treba prilagoditi ga utripu organizacije in obstoječi strukturi, tako da kakšne stvari grejo počasneje, kakor bi si človek lahko želel, ampak korak po koraku se hitrejše pride, ker če prehitro stopiš, v bistvu ponavadi. Se popolnoma strinjam, tako da definitivno je treba menjati vloge v različnih situacijah. Prej si zelo lepo omenila ego, pa mogoče samo refleksijo. In tudi jaz lahko povem, da sem imel, oziroma mogoče še zdaj na momente imam malo težave s svojim egom, pa se res probam veliko delati na temu. In se mi tudi zdi zelo pomembna ne samo refleksija, ampak feedback, da ga dobiš od svojih zaposlenih ali pa nadrejenih, oziroma mogoče od vseh, ki so v tvojem okolju. In veliko se zdaj govori o nekem sandviču, feedbacku, se pravi, da daš pohvalo, grajo pohvalo. Me zanima, kakšno je tvoje mnenje na feedback, kako ti v bistvu skomuniciraš, oziroma komuniciraš s svojimi zaposlenimi. Meni se zdi, ravno danes sem imela z enim sodelavcem en tak pogovor, pa se mi zdi, mislim, mi je bilo zelo lepo, ker se je na koncu zahvalil za iskrenost, zato da sva se odprto pogovorila pač o težavi. Na drugi strani v bistvu pa vsem z nekim spoštovanjem pa sva se nekaj težjega problema dotaknili. Tako da v bistvu se mi zdi ključno to, da smo v prvi vrsti vsi ljudje drug do drugega, da gojimo ali pa da opravljamo razgovore v nekem pozitivnem odnosu. Zdaj, mislim, jaz delam enormno veliko napak,
tako kot se mi zdi, da se z napak naučiš, če pač si človek akcije, pa absolutno v bistvu računaš na to, da se ti pač napake zgodijo. Pomemben je, da zaznaš, da spremeniš, da se naučiš nekaj ven iz tega, zato da napak ne ponavljaš. In isto v bistvu se mi zdi, ko se pogovarjaš pa z sodelavcem v tem duhu, no. Pozitivno, odprto, iskreno v bistvu, da poveš tako, kot je, isto nazaj dobiš. To se mi zdi mnogo lepše, no, kakor pa Super. ja. Daj mi povej, v tvoji karieri, ki je res blazno bogata, kaj pa je bil, recimo, ta aha moment, ali pa tisti trenutek, ki si rekla, wow, to je pa to, da sem pa res na zelo dobri poti ali pa sem uspela? V bistvu ugotavljam z leta v leto, da imam več teh aha momenta, da če dalje več stvari ne vem, v smislu tega, no, da res se mi zdi tako, no, ti življenje ponudi en toliko enih izzivov in se mi zdi to tako lepo v življenju, da tudi kaj ne veš, da si kdaj v nekem Blue Oceanu in nedolgo nazaj smo imeli z ekipo nek brainstorming in v bistvu, ko smo prišli samo še do vprašanj, je bilo tako prav res, tišina je ratala, meni se zdelo pa ful krasno, ker sem rekla, zagotovo delamo pravo stvar. Zato katavamo nekaj, ki bomo zdaj tudi odgovore najdeli, bomo naredili dovoljšne število intervjujev, da bomo prišli do vseh ali pa pač testov, da bomo prišli do vseh odgovorov. Tako da se mi zdi tako, da je fajn ustvarjati tam, ker nimaš odgovorov, no, ker tam zagotovo v bistvu je nekaj, kar je fajn. Izven cone obdobja. Ja. Tako da, ne vem, predvsem to, no. V zadnjih parih letih imam veliko aha momentov v smislu tega, da ja, mislim, mi smo v AMZS-ju skušali v zadnjih letih predvsem veliko delati na digitalizaciji in glede na pač kompleksnost in pa širino naših dejavnosti je tako kar fajn v bistvu, da smo dobra ekipa, kompetentna ekipa, zato ker se mi zdi v bistvu, da to so vse stvari, ki jih je dobro ali pa pač fajn premisliti v bistvu, no, preden se nekaj lotiš postavljati. Tako da predvsem v bistvu veliko stvari smo v zadnjih, zdajle sploh v bistvu leto, dveh ugotavljali na podlagi podatkov in se res v bistvu ukvarjali z podatki, tako da Zdaj, ker si glih omenila digitalizacijo in to je ena mojih najljubših tem, zdaj, vi imate zelo, zelo popularno mobilno aplikacijo, zelo močno vstopate oziroma ste tudi vstopili lastniško v Ava Living Lab. Pa mi povej, kakšen je pa tvoj vidik, v bistvu, kako bo digitalizacija spremenila našo mobilnost? Kakšno je tvoje mnenje, ne vem, na car sharing, tvoj pogled na prihodnost? Ja, lahko rečemo, da je to spet tako en tak buzzword, lahko pa rečemo, da ponuja en kup enih izzivov pa možnosti nadgradnje vseh obstoječih tudi produktov, storitev. S tem, da jaz moram reči, da mi smo, naša blagovna znamka je tako ekstremno znana po tem v bistvu, da si želimo tudi nekega pristnega stika z stranko, ali je to zdaj v polnočenosti pa vleki ali v bistvu članom. Imamo v bistvu tako veliko število pač touch pointov, tako da mi smo v bistvu gledali, kako kljub celi tej digitalizaciji ohraniti tudi ta pristen del odnosa z stranko. Ampak kot rečeno, v bistvu smo pri digitalizaciji pogledali predvsem, kako lahko več naredimo iz obstoječih podatkov, v smislu tega že, da, zdaj bom dala primer, da si bova lažje predstavljala, v smislu tega, da lahko mi recimo zelo živimo logiko Net Promoter Score, da zaposlen v bistvu vidi feedback strank, da lahko v bistvu ta nenehni napredek ne zgolj samo njemu omogočimo, ampak tudi ostalim strokovnim službam, da slišimo stranke, ki imajo v bistvu še v našem ali procesu ali v rešitvi, ki jo ponujamo, še mogoče, kje še prostor za izboljšave, da ta del
odpravimo, izboljšamo in se še hitreje pač pomaknemo naprej. To se pravi res, da slišimo tudi drugo stran in v bistvu izboljšamo to, kar se izboljša da na naši strani in v bistvu te podatke prikazujemo zaposlenemu na dnevni ravni, s tem on v bistvu vidi svoj net promoter score, planiran net promoter score, v bistvu jaz recimo vidim net promoter score podjetja, tudi vsak dan lahko spremljam feedbacke in pa v bistvu pač kje so. Meni je zelo pomembno, da slišimo naše stranke, da naše rešitve kreiramo na način v bistvu ustvarjanja dodane vrednosti. Zdaj se lahko to spet sliši kot nek pač buzzword, ampak res smo skušali v bistvu v srce delovanja postaviti to, no, da skušamo nenehno napredovati in to v bistvu z pomočjo tega, da pobiramo mnenja naših. Ava Living Lab tudi sam poznam, ker smo bili tudi kot del BTC-ja, smo še zmeraj eden od lastnikov. Kaj je v bistvu tvoje mnenje, kako se bo, mobilnost spreminjala? Ker Ava Living Lab je takrat tudi smo naredili prvo testiranje avtonomnega vozila v BTC-ju in se mi zdi res car sharing, pa ta sharing economy bo res velika. Marko, prosti, nisem ti odgovorila prej. Ja, Oprosti. Zdaj, kar se tiče tega dela pač digitalizacije, mobilnosti, ja, ful, absolutno. Jaz mislim tako, no, da mi se vidimo zelo v bistvu v tem delu, zdaj transformacije, tudi v bistvu vseh naših članov pa voznikov v bistvu v tem prehodnem delu. Zdaj do avtonomne vožnje je absolutno še kar nekaj korakov, ampak ja, zdaj v tem delu sodelovanja s startupi je krasno videti, zato ker so pač izkušnje druge, tudi pač ta miks energije pa kulture v bistvu tako naše, kakor pa zdaj v sodelovanju z nekimi startupi je krasna. Poleg Ava Living Laba smo mi majhnem deležu udeleženi še pri Nerftechu, spodbujamo v bistvu preko ustvarjalnika eno manjšo ekipo mladih podjetnikov, ki so zdaj tudi naredili eno pametno kresničko in v bistvu, mislim, v tem trenutku skušamo se vsebinsko čim bolj povezovati, zato ker se mi zdi, da v danem trenutku je ključno to, da vsi zaznavamo te spremembe, sploh pri nas, zato ker v bistvu ta del razvoja v bistvu posameznikov znotraj podjetja ključno, da zaznavajo najprej sami, dobivajo izkušnje, kaj prihaja, zato da bomo pač lahko še bolj sokreirali pač produkte. Se povezujemo sploh v bistvu z Avantcarom, tako kot je bilo rečeno, in v bistvu tudi tukaj gremo po neki logiki build by borrow v bistvu, neki hibriden model. Tako kot rečeno, v bistvu, no, v sklopu tega se vidimo pri transformaciji, pri pomoči vseh v bistvu slovenskih voznikov pri novi mobilnosti ali pa sploh v bistvu, da bodo lahko poizkusili v bistvu novo mobilnost, ki imamo nek projekt pač v teku, ki bo lažje omogočil ta del. Je pa tako, no, da je to zelo, zelo širok segment in moraš res v bistvu biti sam uporabnik, da pač zaživiš, no. Vseeno je to zdaj pač prehod na javni potniški promet ali pač na elektromobilnost ali v bistvu na zelene souporabo vozil ali prevozi ORG, v bistvu tukaj imamo v Sloveniji zelo veliko enih možnosti, no, ampak smo Slovenci zelo visoko rankingu do tega pač moje vozilo, no, tako da. No, kar se tiče transportnih sredstev pa mobilnosti, moram reči, da Slovenija je res zelo napredna. Jaz sem kar nekaj časa že v Ameriki in ti moram povedati, da tam brez svojega avta bi zelo težko preživel. Dajva se še malo dotakniti tvoje kariere. In blazno dobro se mi zdi, ker si omenila, ne samo, da imate akademijo AMZS, ampak dejansko tudi nek, recimo, mentorski program, tudi ti si zelo odprta do sprejemanja, pa da se dejansko srečan z kakšnimi mladimi, starejšimi, si zelo odprta oseba. Tako da mi povej, a si imela ti kakšnega mentorja, ki je tebe usmeril, ali pa mogoče več? Ja, več. Jaz mislim, da več ljudi v življenju mi je dal
odprli neke nove poglede. Imela sem kar nekaj pač coachov in pa pomagačev na tej moji poti, še vedno imam v bistvu, no, se pravim, da vedno znova hodiš v neko pot, no, kjer ugotavljaš, da je še veliko stvari, no, ki je fajn, da jih raziščeš. Tako da v tem pogledu imam kar precej ljudi, sploh tako pač v zadnjih 3 letih se mi zdi, da sem še toliko bolj pozorna, no, na to, da pa tako kot je bilo prej že rečeno, Slovenija ima enormno veliko tudi enih pozitivnih zgodb posameznikov in večkrat sploh ne rabimo iti na neke tuje vzornike, čeprav res smo Slovenci tudi tukaj izjemni, da lažje posežemo po kakih tujih imenih, kakor pa pač po slovenskih, ampak smo izjemen narod posameznikov in se mi zdi v bistvu, da je fajn pogledati, ne zgolj samo mogoče v tem recimo sama, no, črpam ne zgolj sam iz dela gospodarstva, ampak tudi z drugih segmentov, no, in skupaj lahko res zelo lepo dobiš spekter enih dobrih ljudi, ki lahko v bistvu zelo z navdihujočimi zgodbami, no, zelo veliko dajo posamezniku. Popolnoma strinjam. Ne, povej, kaj pa je recimo bil tvoj največji uspeh v karieri? Največji uspeh, ne vem, po mojem, da še pride. Da še pride. Kaj bo pa en takih izzivov, ki se je tekom kariere zgodil, ker mene blazno zanima, tako kot se prej že dotaknila malo napak in si rekla, da delaš ogromno napak, jaz jih tudi delam ogromno, kar je prav, ker tisti, ki v bistvu dela napake, pomeni, da je zelo aktiven in ustvarjalen in inovator. Tako da, kaj je bila kakšen tak izziv, ki si ga tekom kariere, ki se ti je zgodil, pa si ga mogla rešiti, če lahko deliš z nami? Ja, mogoče mi je bilo najtežje to, jaz sem v principu zelo načelen človek in v tem pogledu včasih res prideš do neke točke, ki zna biti pač tudi za posameznika boleča, ampak se mi zdi v bistvu, da moraš verjeti v sebi, da delaš prav, da delaš skladno z vrednotami in moraš iti čez to ne glede na posledice, tako da pa znajo biti stvari v življenju včasih krute v smislu tega, da res se ti zgodi tudi lahko kakšna slaba izkušnja, no, nehote ali pa krivica, zato ker v bistvu vztrajaš na svojem. Zdaj, jaz večkrat slišim, da se zelo podobne zgodbe dogajajo v bistvu tudi vezano, prej sva govorila pač tudi vezano na spol, sicer v nekih drugih lahko situacijah. Tako tukaj se mi zdi zelo pomembno, da pač vztrajaš pri svojih vrednotih, načelih, ne glede na to, kaj sledi, zato ker se mi zdi, da pravica vedno zmaga, ali kako se reče, in tako, pol si pač pomirjen sam s sabo, no, tako da, ja. Absolutno. Daj mi povej, če bi lahko eno stvar spremenila ali pa če bi šla nazaj v preteklost, kakšen nasvet bi si dala? Če bi srečala zdaj mlado Lucijo iz gimnazije? Meni se zdi, da je vsaka faza življenja pa pot pomembna in ne vem, ko gledam svojo pač tudi pot, no, poklicno, zelo dobro izkušnjo sem imela z delom v tujini, tudi pač pri multinacionalki sem se res ekstremno veliko naučila. Tako vse v življenju mi je nekaj dalo, da danes sem to, kar sem. In ne bi si želela v bistvu, da bi se stvari drugače odvile, res velikokrat ni bilo enostavno, ampak je moglo biti tako in danes sem hvaležna za vse izkušnje, ki so se mi zgodile v življenju in so me naredile, no, to, kar sem, pa verjamem v bistvu, no, pač, da me še veliko čaka, tako jaz res vedno vidim kozarec, no, na pol poln, ne na pol prazen in se mi zdi v bistvu, da je to res nekaj najlepšega življenja, no, da se pač učiš in nenehno napreduješ in da to ni zgolj res samo ena taka fraza, ampak jaz jo res čutim, no. Tako da, tako, se mi zdi, da so težki časi, polni izzivov, ne zgolj samo jesen, tudi pač leta prihajajo, po drugi strani se mi pa zdi, da ravno to, no, tudi ljudi naredi močnejše, vezi tesnejše,
Tako da mi tudi izkušnjo, ki smo imeli letos z korono, ki ni bila jasno enostavna, se mi zdi, da nas je še bolj povezala, naredila še močnejše v bistvu in še bolj smo se zavedali in tveganj in naših pač pomanjkljivosti in se še bolj fokusirali na odpravo tega. Tako da jaz mislim, da tudi če pride kako obdobje, ki je težje, ti to za življenje marsikdaj še več da. Sam ta pač pristop je ključen, da ostaneš v bistvu pač vse pozitiven, kar je težko, tako je. Ne, odličen odgovor, res to. Ne bi nič drugega pričakoval od tebe, kot da si to odgovorila, ker se popolnoma strinjam. Se mi zdi, da vse te izzivi, ki jih doživiš v življenju, ali so zelo pozitivni, ali mogoče tudi manj, ti res naredijo to, kar si ne. Dej pa se malo dotakniti korone, ki si omenila, pa delo od doma, ki je zdaj prišel, pa v bistvu ta digitalizacija, ki je zelo se pohitrila. Kako je bilo pa pri vas v času, ti sprav kot direktor SAMZS-ja, kako si pa ti v času korone odreagirala, ker je blazno bila pomembna komunikacija, da si bil zelo hiter odziven? Ja, jaz mislim tako, da je bila situacija na začetku malo primerljiva z nekim kriznim menedžmentom v smislu tega, da smo se res rabili hitro zorganizirati. Jaz sem tudi videla, da smo relativno dobro pripravljeni v smislu ne samo dela doma strokovnih služb, ampak recimo klicni center smo tako vzpostavili tudi nadaljavo, deloma storitve to, kar smo lahko, jasno pa veliko stvari delamo tudi po pooblastilu, te stvari nismo mogli prenesti. Pomoč na cesti, vleko smo izvajali, tako neke stvari smo vseeno skušali normalno ali pa pod pač jasno določenimi pogoji, ki mi smo že z januarjem res poudarjali, tudi imamo pač več obvestil za zaposlene vezano na zdravje, ker je bilo najprej malo povečano število samih grip, tako da v bistvu ekstremno smo opazili na to, da zdravje postavljamo na prvo mesto, da pa kljub temu lahko te dejavnosti, ki smo jih imeli, v bistvu normalno izvajamo. Vse ostalo smo skušali narediti v prid zaposlenim, da smo pač jih dali skladno v bistvu s tem, kar je pač tudi bila ponujena možnost strani države, oziroma v bistvu, da so izkoristili ure. V velikem delu v bistvu smo pa našo energijo usmerili v to, da smo vzpostavili digitalen dashboard, kjer smo v bistvu vse razvojne stvari premaknili, se pač v ekipe razporedili in v bistvu moram reči, da kar zelo aktivno začeli v bistvu na teh stvarih, ki smo že prej delali, ta del razvoja še pospešili in še pač pohitrili. Tako da smo v bistvu obdobje korone zelo dobro izkoristili za razvojen del. Tako. Pa v bistvu zato, da smo v končni fazi tudi zaposlenim dali neko možnost, da potem pač izkoristijo ure, pa zato, ker smo pa imeli v bistvu veliko dejavnosti kljub samo zaprtju. Daj mi povej, zasledil sem v enem izmed tvojih člankov, oziroma člankov, kjer si bila ti sogovornik, da je tvoja vizija deljenje znanja in prispevek k ustvarjanju družbe prihodnosti. Meni je bil ta stavek tako blazno, se mi je vtisnil v spomin. Tako da daj mi malo razloži. Prej, ko smo v koroni govorili, recimo, ko smo se mi najprej pri sebi skonsolidirali, pač postavili, umirili, veliko pač časa namenili komunikaciji, smo druga stvar, ki smo naredili za svet naredimo. In smo tako vzpostavili ekipe, da smo organizirali prevoze, in to se mi zdi ključno, da pač delaš svet boljši, da pogledaš v bistvu, kako lahko narediš stvari za družbo še sprejemljivejše, še lažje, boljše, tako da dajmo se povezati, ne. Ja, mislim, tako, jaz res ful verjamem v sodelovanje pa povezovanje, kar je pač res
zelo pač, mislim, zdaj ta prispodoba z avtobusom, se mi zdi tako, da je Slovenija pač ena krasna dežela, v bistvu manjka nam povezovanja, sodelovanja, v bistvu, da bi bili še boljši, no, ali pa še izjemnejši, tako da, ja. Pa tvoj nek recept, ker v danes, ko smo se že prej pogovarjali, je res tak zelo hiter, dinamičen svet, tudi ogromen, včasih ego ponagaja. Kaj je tvoj nek recept za stres? Kako ti handlaš stresom? Sladoled gor. Pomaga, moraš probati. Boš posodila eno pisarno. Ne, mislim tako, možnosti je itak več, v zadnjih letih več meditiram, se igram z otroci, mindfulness treniram, gratitude treniram, tako, saj se mi zdi v bistvu, da vse to rabimo zato, da najprej cenimo, kar imamo, da rastemo, no, tako da obstaja veliko možnosti za ta stres level. Predvsem pa, no, kaj mi je tako pomembno je, da karkoli delam, da ne čutim v bistvu res nekega pretiranega, težko bi ustvarjala, no, neko ful pod pritiskom in se mi zdi v bistvu res, da pri delu moraš najprej uživati, no. Tako da se mi zdi, da je ključno to, da ljudje najdemo to, kar nam je fajn delati. No, jaz že od nekdaj sem strmela k temu, sicer v bistvu bolj iz te veje marketinga, ne, potem v leadership, ampak potem soustvarjanje, no, dodane vrednosti z nekim projektnim timom in tako da jaz mislim, da če nekaj rad delaš, pol to ni nek pritisk in v bistvu imaš težko nek burnout, no. Tako da ta stres level niti ni prevelik. Se strinjam. Pa moraš se naučiti res, da se včasih izklopiš, pa da včasih moraš znati reči tudi ne, na momente. Ne zmeraj, ampak včasih. Koliko se tebi zdi pomembno, ker imamo tudi ogromno mladih liderjev in jaz tudi zmeraj zelo zagovarjam odhod v tujino, da malo dobimo mogoče drug mindset. In ti si tudi rekla, da ti je tujina ogromno stvari dala. Koliko bi rekla, da je tujina res nek zelo močen vpliv, da ti je prinesla? Mislim, jaz sem bila sicer ne prav daleč, ne, je zagotovo razlika od tebe, ki si precej dlje. Ampak se mi zdi dobro, no. Jaz bi si želela tudi za svoja dva otroka, da doživita to izkušnjo, zato ker se mi zdi dobro je, da greš sam, že to ti nekaj da, dobro je, da ustvarjaš v drugi kulturi, da ti v bistvu to, da res mogoče še bolj sprejemaš. Tako en kup enih stvari, različne poglede, en kup enih stvari ti da tako osebnostno, no, kakor pa po izkušnjah. In meni se to krasna izkušnja in zelo dobro. Tako da fajn je pa tudi v bistvu, ko se vrneš. Zato, ker tako, kot sem že prej ugotavljala, pač ja, Slovenija ima izjemne, ne zgolj sam tako pač predpogoj za dobro bivanje, pa pogoje za dobro bivanje, ampak v bistvu tudi možnosti, no, v smislu tega, da imamo en kup tudi v bistvu v tehnološkem smislu ali pa startupovskem možnosti tudi pač, no, za razvoj in pa širino tega dela v bistvu, no, rasti in napredka, no, tako dobro se mi zdi tudi to, no. Ful dober odgovor, res. Ker jaz kar obožujem ljudi, ki imajo podoben mindset, kot jaz. Daj mi povej še, če pa bo šla pa še malo na tvoje osebno življenje, kaj so pa tvoji cilji zdaj, oziroma za AMSS, kaj so neki cilji v prihodnosti, če lahko malo deliš? Ja, predvsem v bistvu si želimo ta segment vozila voznika zapakirati v neko pač v nekem delu obstoječe mobilnosti še v boljšo uporabniško izkušnjo in pa v bistvu pač res strmimo k temu, da skušamo živeti stvari noter navzven, kar pomeni, tako kot sem prej dala primer, da pač zaposleni sami izkusijo, soustvarjajo, da spremljajo svojo analitiko in v bistvu pač lahko lažje soustvarjajo, delijo, spoznavajo stvari, raziskujejo. Zato, ker v bistvu je predpogoj, no, zato, da pač je sploh družba uspešna in v bistvu, da ustvarjamo rešitve v bistvu za naše kupce, tako da
To je v okviru tega dela današnje mobilnosti. V okviru vseh projektov, ki jih peljemo in se dotikajo v bistvu prihajajoče, tudi v bistvu prihajajočih izzivov na področju mobilnosti, ki nas čakajo. Tukaj pa absolutno v bistvu želimo pripomogti k temu, da pač skušamo lažjo transformacijo narediti v novo mobilnost, to izkušnjo v bistvu prijetnejšo, zato ker se zavedamo zdaj iz prvih izkušenj, no, da so stvari, na katere lahko tudi v bistvu jih kreiramo na način, da bodo pač potem ustvarjale boljše pogoje, boljšo uporabniško izkušnjo za posameznike, da bodo uživali pri mobilnosti tudi v prihodnosti. Tako da želimo dovzeti to skrb in AMZS zagotovo tukaj bo igral pomembno vlogo. Tako da predvsem pa si želim zadovoljnih zaposlenih, ki bodo zagotovo v bistvu ustvarjali še boljše storitve in pa v bistvu z dobrim odnosom v bistvu zadovoljne uporabnike AMZS. Zdaj, ti si na zelo izjemnem položaju in me zanima, če greva zdaj malo na ta pogled spolov, ker Slovenija mogoče še majhen zaostaja, ne več, veliko stvari se spreminja in transformira. In kako je bilo pa tebi kot ženska biti na taki močni poziciji? A je kakšna, če lahko mogoče deliš malo tvoj pogled? Jaz ne vem, mislim res trdim, da ne glede na spol, mislim, ta prispodoba s čelado je taka, ki večkrat rečem, da ko imaš čelado gor, je vsem si ženska ali moški. Ključno je v bistvu, kje si potem v vrstnem redu. Tako da ne vem, pač to me večkrat kdo vpraša in imam res deljeno mnenje, zato ker se mi zdi, da verjamem, da je pač ženskam marsikdaj težje, samo zadnjič smo se glih pogovarjali, ključno je to, da najdeš način, kako se vseeno pač tudi integrirati, kako se strokovno sposobiti, da lahko enakovredno pariraš moški družbi v smislu pač tega, da si kompetenten sogovornik, in se mi zdi, da je to pač ključ do tega, da lahko potem tudi pač vodiš neko hišo. Tako ta del na spolu v bistvu me ne prepriča čisto, zato ker se mi zdi v bistvu, da je res ključno to, da so pač kompetence. Pa res trdno verjamem, ker se vidim v slovenskem prostoru, da imamo vrhunske predstavnice ženskega spola, ki ima neverjeten potencial, pa je še res tudi neizkoriščen, ali pa v bistvu mogoče so malo bolj zadržane, bolj v ozadju, pa je škoda v bistvu, zato ker se mi zdi, da je dober tudi v bistvu, da slovenski prostor vidi posameznice. Absolutno, in zato v bistvu, kot si rekla, imamo ogromen nadarjenih posameznic in tudi pri nas na podcastu smo imeli že od Violete Bulc, ki je izjemna, do Tamare, do Katarine, do Darje in zdaj še tebe. In res se mi zdi, da se mogoče premalo zavedamo, da ni to moški svet, ampak je absolutno to svet liderjev prihodnosti, ker dejansko je ta mindset bolj pomemben, kot pa nek spol. Tako da ful hvala za ta odgovor. Zdaj peva še malo na tvoje osebno življenje. Kaj je tvoj, v bistvu, ful mi je bilo všeč, ker sem te vprašal, kaj je tvoja najljubša hrana in si odgovorila, bolj kot hrana mi je važno, kdo se še sedi za mizo. Ni tako. Ne, ful dobro. Daj mi boj, a imaš ti kakšen citat oziroma najkot, ki ga... Ja, večjih imam. Samo v bistvu tako prvo, ki mi pri takih stvarih vedno pride na misel, je živi in pusti živeti, zato ker tam je prav tako vse vključujoč v smislu tega, da v bistvu res ne sodiš drugim, pač ni prav niti, da včasih da sodiš sebi. Se mi zdi tako, da je okej, da ljudje zelo velikokrat najdemo kako stvar pri komu drugemu namesto, da bi se ukvarjali sami s sabo, in se mi zdi tako, da
je toliko enega prostora v bistvu, da sami pri sebi iščemo stvari, no, da se res, jaz se nimam časa ukvarjati, marsikdaj tako, da bi, zato se mi zdi živi in pusti živeti ena taka, no, v bistvu dobra misel. Kaj pa recimo tvoja najljubša knjiga? Ja, knjig imam pa veliko, s tem, da zdaj pač, ko nam omogoča tehnologija tudi digitalne knjige, je malo lažje, a ne, zato ker so res v bistvu ta uporabniška izkušnja lahko marsikdaj še boljša, čeprav tudi knjigo zelo rada primam, ker se mi zdi ta občutek vseeno tudi te liste obračati dober. Tako da zadnja, ki sem jo prebrala, je bila pač Predanost. In se mi zdi tako, ena taka krasna knjiga, toplo priporočam, tako jaz ful različnih stvari berem. Tudi v bistvu pač malo različen od tega, v kateri fazi ali pa počutju sem. Absolutno v bistvu pa se mi zdi, da je danes toliko ene literature, da se je fajn pozanimati, no, kaj koga zanima, da sploh v bistvu bereš pravo knjigo, no, tako da. Ne, tudi jaz sem, kot si rekla, rad poslušam audio knjige pa podcaste, ampak imam pa zelo rad tudi kakšno tiskovno verzijo, ker se mi zdi, da ta občutek, ki jo pol prebereš pa prelistaš, je tako res nor. Peva še malo na tvoje hobije. Ja, jaz imam v bistvu en tak čuten hobi zame, no, v bistvu. Zdaj zadnja leta sem bolj aktivna na trial motorju, zahvaljujoč mojemu možu, v bistvu smo cela družina veliko časa, najmlajši ima električen trial, vsi ostali bencinski, to je motor brez sedeža, na katerem stojiš in pač se pomikaš po raznih ovirah. Mi je pa fajn, zato ker mi dejansko ne dopušča časa, da v tistem trenutku mislim na kaj drugega, zato ker moraš biti fokusiran, da kam ne padeš. Ni nič nevarnega, je pa v bistvu ključno to, da si vztrajen, zato ker res ovire izgledajo izjemno enostavne, če nekdo pogleda od zunaj, je pa težko zapeljati. Tako da se res trudim izboljšati svoje skillse, no, trialota. Koliko se ti pa zdi, da je vplivalo nate to, da si bila športnica, ta tekmovalni duh, da si tudi zdaj dejansko zelo uspešna? Meni se zdi dobro, da si ali športnik, tabornik, recimo srečala sem že vrhunske ljudi, ki so recimo imajo kmetijo doma ali pa tako. Tako se mi zdi, da ti vse to ful da tako v nekih vrednotah za življenje. Tako da jaz sama sebe nisem nikoli gledala kot neko ful športnico, vidim pa, da mi je pač res šport dal tako enormno enih stvari, ne zgolj samo tekmovalnost, tudi to, da znaš padati, da se pobereš, predvsem v bistvu med svoje ključne kompetence štejem tudi vztrajnost, ker se mi zdi danes, no, da je tako zelo pomemben, da to prineseš v bistvu s sabo, zdaj pa ni pa nujno, no, imamo tudi vrhunske ljudi s pravimi vrednotami, ki niso bili nič od tega naštetega, tako da zelo odvisen, no, tudi po mojem, kako je posameznik rastel, v kakšni družini, v bistvu, kako preteklosti, no, tako. Daj mi povedati, in to te bom zelo vprašal, ker so si prej rekla, dotaknila slovenskih gospodarstvenikov in podjetnikov, kateri so pa ali pa kjer je pa kakšen tak podjetnik v Sloveniji, ki pa te se ti zdi zelo uspešen, no, da ga mogoče ti ne občuduješ, ampak tako, da ga rada pobrskaš, poguglaš kaj njemu, mogoče celo se dobiš z njim. Jaz mislim, da imamo res, da ima Slovenija več posameznikov, recimo zelo tako zanimiva zgodba mi je zgodba Mateja Čera, recimo absolutno, zelo pač trajnostni poslovni modeli v nekem času preteklega desetletja, ki zagotovo v bistvu je težja pot, no, bil pa čisti blue ocean, tako da mislim, več je posameznikov, zdaj sem sicer izpostavila, da sam bi jih lahko veliko izpostavila, zato ker se mi zdi tako, no, pa tudi ne glede na veličino uspeha, no, srečujem tudi tako res posameznike, ki
Ne vem, pač pretekli teden sem imela nek sestanek z gospo, res v očeh je žaril, da dela poslanstvo in se mi zdi tako, no, da tovrstni stiki dajejo v bistvu, ali pa me navdihuje tudi s tem, da srečuješ ljudi, no, ki tako imajo v posameznem segmentu neke stvari, ki so mi tako res vzorno. Mi še povej, zdaj, če te bom vprašal, kaj je tvoja najljubša aplikacija, boš odgovorila. Da je Amazon aplikacija, absolutno. Tako da mi imamo 389,000 uporabnikov, tako da nisem edina. Vem, da ste ena od najbolj downloadanih oziroma uporabnih aplikacij v Sloveniji, tako da čestitam, ful dobro. Ja. Bilo pa tvoji neki, nam rekel, trije, ampak ajde, tvoji nauki za naše poslušalce ali pa neka taka zaključna misel. In zdaj, no pressure, ampak dejansko te poslušajo od direktorjev, predsednikov uprav, do mladih liderjev, doktorjev znanosti, do tudi mladih študentov. Ja, jaz pač nimam naukov, res ne, zato ker se mi zdi tako, da je čas tak, da težko delimo nauke, da vsak v bistvu za sebe zagotovo dobro ve. Mi pa odzvanjajo besede, no, connect, grow, share, v bistvu so 4, samo v bistvu tako se mi zdi res povezovanje, sodelovanje v bistvu je ključ do tega, da res ustvarjamo nek boljši svet. In to je pač v mojem poslanstvu ljudi, zato ker je mnogo več od tega materialnega in pri nematerialnem v bistvu se začne odnos in odnosi so to, kar kreirajo življenje. In se mi zdi v bistvu, da slej ko prej se sklene ta krog ali pa ne vem, prideš spet v to, da si sam s sabo in se mi zdi, da takrat je okej, da si miren s tem, da si živel skladno z nekimi vrednotami, pa goji dobre odnose in pač svet opušča neko sled v smislu dobrega, no. Tako da zdaj včasih nam to ratuje boljše, včasih slabše, ampak se mi zdi, da načelnost le pomaga in vztrajnost, tako da. Absolutno, vztrajnost. Ok, zdaj gremo pa še en tak zabaven zaključek in moraš zelo hitro odgovarjati. Kava ali čaj? Kava. Vino ali pivo? No. NASCAR ali Formula 1? Vprašanje. NASCAR in Formula 1. Boje, ok. Če bi imela eno super moč, kaj bi bila? Nimam, ne vem. Branje misli, nekaj tasga, ne? Ja, ta bi bila zanimiva. Ok. A si bolj za pico ali sladoled? Odvisno, v katerem času dneva, tako da. Sporočila ali klic? Imaš raje, da te sporočila pošiljajo ali klic? Ful imam rajši osebno komunikacijo, tako da zato, ker se pisno kdaj lahko in narobe razumem. A si bolj jutranja oseba ali bolj večerna? Odvisno, v katerem obdobju življenja. V tem trenutku v bistvu sem bolj jutranja. Komedija ali akcija? Zdaj se res čisti diverziti vidimo v bistvu. Odvisno, kjer dan v tednu. Ok. Zdaj pa še ta, ker smo vstopili v svet digitalizacije. Online shopping ali in person, se pravi offline shopping? V zadnjem času sem čez dalje več online shopping, tako da čez dalje boljš mi gre. In v bistvu to dejansko pride, ker imela sem že slabe izkušnje, ampak sem vztrajala in v bistvu zdaj vidim, da se splača, tako da. Poletje ali zima? Poletje. V glavnem, jaz bi se ti res iz nas srca lahko zahvalil za tvoje izjemne nasvete, izkušnje, da si jih lahko delila z nami. Vem, da bomo zelo hvaležni vsem tem, kar si nam dala. Tako da še enkrat hvala v imenu skupine Beyond Leadership, pa v mojem imenu. Z nami je bila Lucija Sajevec. Hvala za vabilo. Z veseljem. Adijo. Adijo.